Glave. Tole so druge glave, zelo lahko to rečem, to je ful dobro, ker ni ta prvič. Datum je 14.5.2013, ura je pa 21.22 zvečer. To je logično, ampak ja, povej. Mislim, da vsi zdaj so pred zasloni, gledajo Eurovizijo, naša je že odpela, verjetno, ali pa še ne. Tretja je na vrsti, midva pa nimava pojma, kaj se dogaja tam, tako da upava, da bo potem, ko bo konec, da nam bo Andrej Karoli poslal na par zasebnih sporočil, tako kao, tle je bilo pa čist hudo, jaz sem že čist iz sebe, ali pa kaj podobnega. Zdaj vsakič, ko spustiš glas, mislim, da boš Blackfisha začel furati. Ne, oziroma, ali pa Berika, tako, ki unadva stavi. Yes. So še posledice včerajšnje improvizije, glas še ni na... je v tej Klagenfurt modu še vedno, tako še vedno malo hoče Lajbahovsko ga pobasirati. Dve zadeve, ki jih imava za admin. Ne. Ena je, da bom jaz naredil mail in v četrtek, ko ste tole poslušali, bo že delal. Ne. glave@aparatus.si, 2 p-ja sta pri aparatusu. Ne. Tako da lahko kaj pošljete, kakšne koli vprašanja ali pa čistko feedback na splošno, ne, pa bova to jaz in pižama videla. Ne. Tako, povejte, kaj vam je bilo všeč, kaj bi spremenili, kaj bi dodali, če imate kakšne idejce, kaj je kakšen aspekt o Igri prestolov, ki vas zanima, pa se vam ne da brskati, pa mislite, da so midva itak taka gika, da so verjetno to nekje že šnofala, tudi lahko da pišete, lahko tudi mogoče že počas dajete ideje, kaj so stvari, ki bomo poslušali potem čez mesec in pol, ko se tretja sezona Igre prestolov izteče in bomo iskali potem druge stvari, ki nas glave zabavajo, naj si bodo to nadaljevanke, filmi, knjige, igre, karkoli, v glavnem stvari, ki se jih da zanimivo opisati in predelati in predstaviti, predvsem predstaviti ljudem, ki mogoče zanje tako ne bi slišali. Kaj bomo morali več kaj narediti, to je zdaj že ena taka napoved, ko bomo enkrat en tak skupinsko, ti boš dal svoj mikrofon na sredo, pa bomo testirali kakšne namizne igre čez poletje, to bomo delali, recimo, krat na glavah. Može, jaz sem za. Da bom končno enkrat razumel Katan. Lahko smo tako hardcore, da gremo že prav to Game of Thrones igrati, se traja, mislim, da tam je 2 do 3 ure, tako da imamo 3 tedne potem tukaj. To pa je za čez dopust, veš. A si hotel še nekaj adminskega pripomniti? Še to, če se pač na podke se valjda da naročiti prek RSS-ja in prek iTunesov, in če slučajno ste se v iTunesih naročili, bova hvaležna za kakršno kolo ceno tam, ki pa lahko še kakšen poslušalec pač najde podcast. To je še ta druga zadeva, no. Zdaj pa kar šla na 6. del, danes bova 2 obdelala, 6. in 7. Ampak prej bi pa preden začneva, dajmo še eno tako hudo novico, da je Igra prestolov uradno boljša od otvoritve londonskih olimpijskih iger, vsaj po mnenju nekaterih gledalcev, namreč po nagradah, ki so jih dobili na Emmyjih, Zlatih globusih, pa za Hugota, pa vse. Je bila prejšnji teden, ste podelili nagrade BAFTA, se pravi, to je ta British Academy of Film and Television Arts, in tam je tudi ena super slika obstaja, ki jo bomo tudi prelimali od spod na glave stran, z Gwendolyn Christie, ki igra Brienne, pa s Charlesom Dansom, ki igra Tywina Lannisterja, sta tak luštkana slikca je v glavnem tako nežna stran patra familijas Lannisterskega in zelo tako, kar ne moreš gledati, tista rdeča lička, pa bela brada, pa tle govorimo zdaj o Tywinu, kaj v glavnem, in na BAFTA je Igra prestolov dobila Radio Times Audience Award, se pravi, to so občinstvo je glasovalo, šlo je pa za Best International Program, se pravi najboljši mednarodni program, karkoli. Tam je za najboljši mednarodno oddajo je zgubila proti Girls, punca, tudi HBO seriji, ampak tukaj je pa zmagala, in bili so pa njeni nasprotniki od Igre prestolov Call the Midwife, serija o babicah, ki se dogaja, mislim, da tam
takoj po drugi svetovni vojni, nakrat v 50-ih letih, ta ena stvar, ki jo imam na tej to-do listi, pa jo moram še pogledati, ne vem, sam to, da igra noter Miranda Hart, sicer super komedijantka, potem je bil The Great British Bake Off serija, v kateri ljudje pečejo peciva in pite raznovrstne, tem Igre prestolov, Homeland, ne, domovina, ki je pelal Igro prestolov scat, ne, na Emmyh ali na Golden Globih, ne, je tukaj mu Game of Thrones lepo oddrobil tisto glavo, se ima kar obe glavi. Druga dva še tekmeca sta bila pa otvoritvena slovesnost olimpijskih iger in pa Strictly Come Dancing, se pravi zvezde plešajo. Mislim, kaj gledaš to, kaj vse je skupaj od teh nekih porod, babic. Mislim, da je to dejansko, v Game of Thrones imaš pa vse skupaj, od Homelanda imaš vse te neke spletke, kdo je zdaj vohun, kdo ni, zvezde plešajo, tudi vse v 7. delu smo imeli tale ples Brienne pa Medveda. The Great British Bake Off, imamo tudi tega vročo potičko Hot Pie, ki tiste kruhe peče, potem otvoritvena olimpijska ceremonija, mislim, niso imeli tazga ognjemeta, kot je bila bitka na črni vodi prejšnjo sezono, in pa seveda tole babice, Call the Midwife, mislim, da bena babica v tisti seriji ni bila zraven pri porodu česa toliko brutalnega, kot je bilo tisto senčno dete od Melisandre pa Stanisa, tako da mislim, da je edino logično, da je Game of Thrones Igra prestolov zmaga. In zdaj pa ja, 6. del, ki se začne samom pa Žilko, sam pokaže, da se okrog žensk znajde še slabše, kot jaz v srednji šoli. Ima sicer kakšno kilo več, kot jaz v srednji šoli, ampak je super. Prav tako poistovetim se z njim, ko ga gledam. Mislim, da genialno odigrati izga ko se temu reče, človeka s premalo socialnimi, družabnimi ali družbenimi spretnostmi, s tistim bedastim nasmeškom, ki grunta, kako bi se Žilki prikupil, ne, in potem nekako odpoje tisto pesnico na koncu. Tle so taka. Zdaj, Centrifuzija je rekla, da je super sicer tale najem podcast, ampak da manjka čustev, da moramo več o čustvih govoriti. Danes bi govoril res o čustvih. Danes bomo tukaj čustvovali na veliko in tukaj slovili to ljubezen v tej svoji najnežnejši obliki. Prav to, ko vidiš, ni nobene telesnosti zraven, samo neka ta nežnost, pa taka bukolično je vse skupaj, sicer je ves ta zeleni pašnik in to je pod metrom snega, ampak imaš občutek neke take stvari, da od spod tam nek potem snegom so kakšne narcise, ne, od katerih bodo potem romantični pesniki pisali in se jih spominjali, in ta Žilka bi bila komotuna iz Wordsworthove Solitary Reaper, una be older, single in the field, on the solitary highland, less reaping and singing by herself. Kako to so ta čustva, ki prevevajo ta prizor, no. Mislim, da bo zdaj Tamara oziroma Centrifuzija na Twitterju zadovoljna, ker si pač bolj doživeto pač povedal to, kar se dogaja med Samom. Potem smo imeli, si hotel še kaj o njima povedati. Ne, sam hotel sem reči, da mi je ful dober, ker je tako, Sam je v bistvu anti-Podrick. Tako, a veš... A veš, imaš pač Podrika, ki samo leti in pol tako prijateljice noči nočijo denarja od njega, pa tega modela, ki še ni nič prav naredil, saj me umre. Ja, ampak nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo, ko bo uporabil svoj tosti rožnati jambor. Ok, napreden zaideva do vseh jamborjev, ne? Imamo dve, ki si merita jambore, čeprav jih nimata. Oša pa Mira. Super je ta scena, ki odirata tiste uboge zajce prizor, kjer je meni se zdi Jadranka Juras lase si trgala z glave, če ga je slučajno ujela, ampak kako dober je ta dinamika med njima, ki se je že začela, kako pravzaprav nezaupljivi drug do drugega, Oša, ženska, ki je izkusila življenje na drugi strani zidu, ki je videla, kaj se dogaja z neživci, ki prihajajo, kaj beli hodci povzročajo, in ki hoče pobegati. Ona je takoj, ko se pojavi v prvi sezoni, reče pač, mi bežimo na jug.
In zdaj tle imaš pa to Miro, pa Joe Jena, pa bi rade gor na sever nazaj pelale. In obene pa te neka ta zdrav ženska tekmovalnost. No? Tako, čeprav ne gre glih za čustva branov, ampak bolj to neko naklonjenost, pač, kako bi res med sabo tekmovali, kjer se mu bo bolj prekupla. Kaj ti misliš? Ja, kakšna so čustva v tem prizoru? Ne, mene je v bistvu še najbolj zanimivo to, ne, da vsakeč, ko se oni pojavijo, ne, je tako, so tipi v bistvu zreducirani na unga, ki vid, enega, ki ne more hoditi, pa hodorja, ki zna reči hodor, pa hodor. Ja, pa Riko, ki ga vsake tok cajta pokaže, da nam pozabimo, da je tukaj. Ja, ti si ga pozabil. Ja, Riko na hladno pozabil, mislim, da ga ne kaže tudi zato, ker po mojem bil že 4 različni igralci, ali pa tudi ne. Ne, skozi je art je stalno je. Ja, isti igralec. Ja. Ne, ampak mi je tako fulno zanimivo, pa sta pa v bistvu ženske, sta pa une dve, ki sta kao getomofo, ki uletita in una z lokom okoli straši, una pa sam nože ven vleče, če ima šanso, ne, oša, recimo, ne. Ja. Pač ful cool mi je dinamika, no, tako, kot sem rekel, pač mi je pač všeč, ker so tipi v bistvu bolj, malo so zamenjali so vloge, no, tako mi rekel, no. V bistvu, one dve sta ta močna karakterja, ne. Ja, v bistvu, pa hodorja imajo tam sam zato, da ker se Martin kaj zapiše v kod, da lahko, potem so pa laufali, pa hodor laufa, pač, to je to. In reče hodor. Hodor, ja. Hodor. Kam imamo pol? Čak, zdaj večerjo, ne, z Bolton, Jamie pa Brienne. Brienne, to je ta razrežim izrezek večerja, ne, rahle težave, kako nekako proba jesti s tistim štrclem, ne, pa še zmeri ne gre, ne, kako ohraniti dostojanstvo, ampak pa potegnejo te velike vilce, ne, seveda to so neke te vilce za nabadati cele kose mesa, ne, to niso te uglajene vilce. Ja, moderne. Sem se prav spomnil, sem se na lepa mesta lepo gorijo, pa na unga viljuško. Ko bi on preletel s tisto vilco, s temu moraš jesti. Moram pa reči, da meni Bolton, ne, mi zmeram bolj všeč. Tako, cela Bolton scena do zdaj, tudi Locke, tisti, ki so se prejšnjič pogovarjali, ne, ki ni Vargota pa to, ne, se mi zdi, da so zmeram bolj fajn mi je, no. Tudi zdaj bova polka bo šla na 7, ko so tam več pogovarjali, ampak res moram reči, da Boltona so mi že spet tako zadel, ker prvo se je ful mal pojavilo, ne, zdaj pa vse, kar se pojavi, ne. Ma težo. Ja, tako gravitas ima. Gravitas. Pa tako miranje, ne, on ima bolj neko tako Tivinovo prezenco, ne, on je tiha voda bregove, da je ravno prav, vsi vejo, da ni dobro z nemoglih češen zobat, ne, ker če jih potem kar naenkrat tvoje zunanjost verjetno take iste barve kot češnje postane. Ja, zelo hiter, ja. Ali se bodo to rdeče ali pa črne. Ja. Kaj imamo pol, kje sva? Pa Walderji, ne. Ja, to se pa zdaj Frey in podobno, ne. Zdaj Klemonova tako, se mi zdi, Klem malo šepa men zadeva, ne, sploh kar se s Frey tiče, ker si jih tako, ful se jih je dal pozabiti od prejšnjih sezon. Ja, se jih skoraj ni bilo, ne, kazali. In je tako, ne vem, koliko je to folko jasen, ker če sem že jaz tako mogel povedati, se res Freji obstajajo, ne. Veš, enega, ki mogoče sam seriji sledi, ne, pa si recimo, veš, drugo sezono gledal res en let nazaj, ne. Mora biti kar žur, ker zdaj se že spet 2 sinova random pojavta, ne, ker itak v njih ima 76,000, ne. Ja, veš. Tako da, tlem je sam tako, mislim, jaz čist štekam, ampak me ful zanima, če komu bilo pa tako nič jasen, kdo so pa zdaj te ljudje, pa zakaj se morajo zdaj poročati. Pa ne vem kva, ne. Čeprav mislim, da so, veš, so imeli, da prej že neka 2 dela stalno jih omenjali, kako je on prekinil to poročno pogodbo, pa tako da so jih prikazali, da so ljudi pripravili. Jih je pa zanimivo pravzaprav gledati, ker so res s temi svojimi kapami, ne, ker zdaj tle vsem so dali neke svoje te značilnosti, ne, nek svoj oklep, opravo, ne, Starki pa te severnjaki krzno, Lannister imajo to v rdeči barvi, kaj imamo potem, te zdaj Taljane, tulije so delali z luskami, ne, so oklepi, kjer so luske, ne, tako kot ribje. Te Frey so pa ni taki, tako inbredi, no. Ja, Deliverance. Pač ja, Deliverance. Jaz sem čakam, da bo en banjo vam potegnil.
točno to, une kape, veš, tako vidiš tisti neki nosov, mislim, tako, kot bi iskal, prav tako vidiš tu no te nepremešani geni, tako nekaj tazga, kar bi bilo gor pri Krasterju, če ne bi imel tega pakta sklenjenega, da sinove da ima ta fast food baby del on. Jaz sem isto pomislil, meni tudi tako nekaj. Meni je ful dobro, glih to pri Martinu, jaz ga stavim, da ima človek doma nek spisek, ne, vsega, kar ga lahko narobe pri človeški vrsti, a veš. Tako, in pa sam kljuka, a veš. Pač, rabim enega, ki bo sam med nar mislil, ček. Rabim enega, ki bo se bo šel incest, ček. Rabimo enega totalnega psihopata, ki bo imel sicer mehko točko eno, ne? Ja, ček, to so to, ja. Jaz mislim, da res prav ima nek mester spisek, no, tako. In ko so pri teh psihopatih, ne, tale poba Kateona je kar zelo na en najbolj takih, ne, ker ne vem, Martinov svet je tak, čeprav zelo siv, ne, nimaš čisto črno, nimaš čisto belo likov, ampak čeprav v knjigi mogoče, v seriji je mogoče mečka, recimo, ne vem, Tyriona ne kaže te njegove mogoče malo temnejše strani, mislim, bi lahko par njemu mejhan več, kaj misliš ti? Ja, tako bom rekel, manj je sevine, no, pač v seriji, kot je pri Martinu, ampak to je meni čisto razumljiv, ker on ima toliko več manevrskega prostora, ne. Pač ti enkrat knjigo pišeš, ki imaš 600 strani, ne. 600 strani? No. To je pol knjige. No ja, se tako, ja. Ampak hočem reči, veš, se lahko več zgodi tudi, no. A veš, ja. Pač kle se ne more toliko zgoditi, pa se pač more, se veš, TV mora imeti en črn klobuk, en pa bel klobuk, ne. Čeprav so tudi dosti sivi kle, no. Ja, ne, to so, ne, se recimo mogoče, da se pravi meni pri Tyrionu mečken, tisto, kar se vidi, da vse nješe, ne, bomo videli zdaj, sicer kako bo naprej, no, v glavnem in ta poba, ki se poigrava z Theonom, je en teh likov, pa meni se zdi, ki pa zelo težko bi najdel na njemu neki, kar bi lahko rekel, pa dobro, se to pa. Zdaj, edin 5 ga še nismo slišali, mogoče to, no, ta njegova edina, ta dobra stran je to, da zna 5, oziroma, ali pa mogoče edina njegova dobra stran je to, da ne zna 5, ampak se kljub temu ne prijav na kakšne te X-faktorje, pa ne, zahodnje ima talent ali pa kaj ta. Ne, pa to glih, meni ful všeč, ki si ta stavek izpostavil, ne, ki si ga napisal v najne zapiske, ne, ki mu reče, if you think this has a happy ending, you haven't been paying attention. Ja, to je prav, tako, te spite na tak lep, tako tudi tak meta stavek, veš, ki nas vse spomne, kaj se pravzaprav tle dogaja, skos, a veš, pa smo mislili, se bo tale Starkov, ne, Ata bo zdaj zrihtal vse, pljaf, ne, in žiga žaga glava preč, pa misliš, zdaj bo pa temu ostani so ratali tele incestoidne premagati, lej, ne bo, ne, zmerijo, ni bilo, ne, škoda, lahko bi se kaj več potrudili, ne. Pa Klevi še tako rekel, pač mu gre, ker se mu spravi na mezinc, ne. Ja. Je tako, pač ful je dober, ker res vse v tej sobi dogaja z unim križem, a veš, kot pač nič drugega ni tam. Vse je logično, ma hoče znam reči več, zdaj ga že koliko 3 dele te Theona gledal. Ja, vmes je šel malo na spreho. Ja, vmes je šel malo na spreho. Ampak mislim, da je bil ta bosonogi tek, meni se zdi, je bil. A mi dal, če je bil bosonogi tek? Ne, mislim, da ga je oblekel, že zdaj pa tudi jaz ne morem. Je oblekel nekega, sem tam bosonogi, to treba, ne, ker bi bilo fino mogoče gledati to, ne pa kakšnega rollback ali pa to vprašati, pa da poveze, ali on teče na pet ali teče na prst ali ima pravilno tehniko. Ne. Ja, pa kjer je superge bi imel, če bi jih lahko imel. Ja, ne, ker imajo, ker hrano imajo bolj to paleo, no. Tam, ja, se tak, ja. Se bi mi jih itak sam ponudil, pa bi mi jih pa vzel, pa mu še nekaj odrezal, ampak pač tako je v življenju. A bi jih pa naredil iz njega, a ne, a veš. Kaj, superge bi imel super usnjene, bomo zrihtali, sam povej, stegno, ledja, kjerko z kože. Ja, pa glih to, sem hotel reči, še zato soba, ker čim vidiš on križ, ne, veš, da bo panika. Pač veš, da bo panika in je že tako grozen gledati, no, pač. Meni je tudi moja draga rekla, da bo zdaj raj z mano gledala to, da ne bo več sama, če se slučajno ne bi poklopila, ker je pač preveč creepy ratla, saj te scene, no, tako bom rekel. Ja, tle so kar ne šparajo. Ne. Ja, noč. Tega, čeprav, dajo po te res tiste najbolj krvavih
tam odmaknejo stran. Ne, ampak vse, kar meni se, ko že zdaj so kazali, bilo že tisto, kar ga je kazali tega na pol, razdelan prst je bilo približno neki tasga, veš, ki obraz Urše Čepin po 2 dneh žura. Ja, več ali manj, ja. Pa v HD-ju, veš. Ja. Kje sva pol? Pa že spet pod Votling Gričem. Brotherhood Without Banners, ne? Ja, bratovščina brez bander. Se pa zgodi stvar, ki jo pa v knjigi ni, ne? In to smo tudi se že zadnjič pogovarjali, da bo očitno Gendry prevzel vlogo tega Edrika Vihre, še enega Robertovega Pankrta. In tukaj dobimo zanimivo to, potem zdaj to debato med Torosom pa Melisandro, ki so jo tudi že zadnjič načela, ne, o tem, kako je pravzaprav kjer Bog je pravi, ne. To je ta ali je ta R'hllor ali ni, ne. Ja, ampak ne, moram reči, da ta scena, jaz res nisem vedel, kam bojo zadevo pelali, tako, ker so že malo so združvali, pa neki ljudje se srečujejo, ker se ne bi smeli, to, ker so že zanč rekla, ne. Ampak zdaj, saj, kako je šlo v 6. po 7. delu naprej, ne, se mi zdi, da je tudi kar tako šolsko speljano, no. Mislim, jaz si predstavljam, da če ne bi knjige bral, ne, bi se mi zdel čist, nič ne bilo narobe, no, tako. Ja, ne, tako res. Ker se mi zdi tako, včasih imam feeling, tako, zdaj pa kar ona, sem prišla, ker Melisandre, recimo, pride, ne. Wow, zdaj si pa ti sem prišla, kako pa ti, a ne, da se malo hitro dogajajo zadeve, ne, ampak pa unga vzame, pa pol 7, ki kapotujeta, no, dokaj je itak še prišla, ne. Tako lepo so v bistvu Gendryja pa Storma, ne. Združili, ja, res, ne, te dve. Tako da moram reči, da ta Brotherhood Without Banners, no, pa Melisandre, kot mi na začetku v seriji ni bila spet toliko cool, ne, mi je pa zdaj ena bolj zanimivih štren, no, ratala, moram reči, da sem kar orenk napaljen, no. Je, ne, pa fino je tudi, luštno je, ko debatirata ona dva pa, ne, v te visoki valiriščini, ne, in pa, kad to razprejal, Exio in Eliritian. Gospod se mi je nasmehnil, ne, in ona, kje si sondoravi stilibus da or, ti ne bi smel imeti teh moči. Veš, kaj sem vidim, jaz vsakič, ki jih vidim, ne, se spomnim, kje je Komet? Kometa ni, Komet tudi v knjigi pa, veš, ker ga je tudi tam skinil, ali kaj? Tam ga pa ponikne drugo knjigo, ne, Komet čez, samo v drugi knjigi, pa v tretji mislim, da ga ni več toliko, ampak tle so ga, recimo, tudi to je bila druga sezona, ja, na začetku so ga super ukomponirali, v prvem delu vsaki, ne, je bil prav ta, Komet je bil ta vezni člen, prehod med scenami, pa se ga pa kar malo pozabil, tako, kje je zdaj ta Komet, ne. Nekaj se mi zdi, meni tako in v knjigi, in v seriji, tako kot ste rekel, mi je bila ful ta povezovalen element, ker vidiš, valjda, oni so vsi kle, pa malo te spomne, veš, na pač tega rdečega boga, pa to, veš, tako, res. Zdaj pa veš, v knjigi, sem imel feeling, da v knjigi malo bolj prisoten, pa čeprav že... Ne, v drugi je, ne, pa v tretji se pa razgubi, mislim, da. Zanimiv. Bog ve, kva ima Martin v glavi, da vidimo, če bo Komet naredil comeback. Tako kot je LL Cool J. Ne vem, zakaj sem imel to asociacijo. Moš reči kot game over. Pol prideva pa, tako bomo rekli, ne, da zadnjih 10 minut, ne, še enega dela, ne, je pa, kar se mene tiče, najbolj mojstrsko speljanih 10 minut te cele serije do zdaj, pa že tako je vse v redu. Ampak res teh zadnjih 10 minut, tam, ko se začneta v bistvu Varys pa Littlefinger, ne, Zinček pogovarjati, ne, to boš ti malo povedal, no, ti se itak epsko, pa tudi, ko plezajo v bistvu na zid, ne, moram reči, da to je bilo, pa, mislim, nategnili so me, no. A so te? Ja, nisem vedel, da bojo to tako lepo povezali, no. In kaj si pričakoval? Ne, jaz sem v bistvu tako, jaz sem sam mislil, zdaj bomo videli lune, ki malo plezajo, pa bomo mogoče tam kakšna komplikacija, pa pač kle se bojo te neki pogovarjali, ne, pač ko se začneta, recimo Varys pa Littlefinger, ne. Ampak pa bilo pa tako, pa una dva gledaš, pa malo te kaže, pa malo una dva kaže, ne, in pa na koncu cel ta decline metafora, ne, pa luno s kaosom, ne, pa Leder, mislim, da dajo te lojtre noter, kako on pleza v kaosu, pa oni plezajo na zidu, ne, mi je pa res to
mojstrsko narejen, da je kar mal kičasno. Za tiste, ki so mogoče pozabili cel citat ta, ne, v katerem že govori, chaos isn't a pit, chaos is a ladder. Many who try to climb it fail and never get to try again. The fall breaks them, and some are given a chance to climb. They cling to the realm or the gods or love. Only the ladder is real. The climb is all there is. Ja, in zdaj, ki si bral, sem imel malo kocine šle gor. Jaz sem full fan v vseh teh serijah, ki dolg cajta pač gradijo neki in pol je nek tak mini payoff že vmes. Zdaj bo meni recimo The Wire zmeram dober, ki izgleda, da se nič ne dogaja, pa je bilo pa na vsake tak cajta so se pa ene stvari tako poklopile, da si kar joko zraven. In res ta šestka na konc, pa res, jaz sem bil čist pafno, tako sem bil pa tok napaljen, sem bil pa kar jezen, ker zanj nisem mogla o tem govoriti. Ja, res, moram reči, da pač, ne res, cela ta, tudi naslov je The Climb, ne, pol epizode, tako da res, klesan kapo dol, kako bi Katanc rekel. Ja, to je super, je, ne. In se jaz s tem, potem v Kraljevem pristanku, ne, pa tam je pa še vmešan še to, kateri on pač sporoči Sansi, kaj jo čaka, pri čemer imamo pa prej še uno super preigravanje med, tle so pa zdaj vrgli skup, ne, so dali pa te oba, očeta, ne, družine, pa mati družine, ne, Trnovo kraljico, pa Tywina Lannisterja, tam je pa videti, kako s kakšno prefinjenostjo, ne, in s kakšnim, tako, ja, tisti je Game of Thrones, ne. Ja, to je čista una, kako tako, vse izrečeno, pa ko benem ni nič izrečeno. Ja, tisti je tudi, to sem že, jaz sem pozabil, sem bil tok napaljen na plezanje. Ampak ja, ne, pač, ful mi je dober, ker pač razložijo vso to motivacijo, ker meni zmeraj to pri Martinu všeč, ne, da v bistvu on razlaga, zmeraj veš, zakaj so se liki nekako odločali. Ne. Ja. A veš, vse ima neke temelje, ne. In tudi tako je tam, kako zdaj Sanso prodajo, pa kva pol se, Tywin dobi, ne, pa pol Loras dobi v bistvu Cersei, ne. Ja, pa on, ja. Ja, in tam kako pošola uno babico, ki je do zdaj imela vsemu vse prav, ne. Pa mu pa še reče, ne, ki mu reče, kako že, da se redko zgodi when a man lives up to his reputation. Ne. Ja. Zelo, da bi se mogla požgati, ne, da bi hotel to videti. Mislim, da ona je to že zanč rekla, ne, pri Varisu, da so te njeni dnevi žal že davno mimo, ne, oziroma kako je že razen, če hoče spajati nekaj, kva je bilo že neke neobstoječe stvari s presušenjem. Tako, ja, to, da nismo hoteli sploh si predstavljati v bistvu. Tako da ja, ne, jaz moram reči, res, ta šestka do zdaj je meni eden višjih vrhov serije. No. Res, ja. Moram. In zgodi se še ena stvar pol tukaj, ne. Ross umre. A ja, valjda. Ja. Tle je Ross, ne, tle je tako totalno na hitro, ne, puf. A veš, zdaj je in zdaj so pripravljali so, veš, dajali so iz zgodbo in totalno, ne, čeprav zdaj Ross je ta izmišljen za serijo lik, ne, čeprav v njem so potem skriti te alalaje pa vse te neke prostitutke, ki imajo drugače te govoreče vloge, so nekako javna amalgma teh vseh hotnic. Ne, in da je to totalno Martinovsko se naredi, pač pele in je na vrhu, ne, in se kaže, da bo neki, da bo ratala mogoče celo neka playerka v tej igri prestolov in bum, ne, ja. Tako, tudi pokazalni, ne, samo tist prizor je Joffreya z tem samostrelom in potem ona tam kot sveti Sebastian z silikonskimi vsadki. Ja, ker to si tam in je tako, bum, a veš, tako, sploh nisem pričakoval, čeprav je bila tle pizdarja to, da so, je nekdo, pa ne vejo kdo, ampak boj, da je mogel delati na HBO, oziroma neki tazga, kad drugače to bo en dan pred predvajanjem v Ameriki je likal fotke te zadnjega prizora, tako Joffreya z samostrelom pa pol prestreljene Ross, ne, tako da to je so eni ljudje že vedeli prej, ne, in so vsi tako totalno štala bila tle po fandomu, češ upajmo, da nav zdaj se pojavil pol še naprej, pa še kaj naprej spoilov, ne, ker moramo pa reči, da ena stvar, ne, ki se jo pa vidi tukaj, je pa
kako je večina ljudi, ki je prebrala knjige, kako smo zelo mojstrsko, tako tiho pred ljudmi, ki jih še niso, ker nočemo povedati, kaj se je zgodilo. Zakaj? Zato, ne zato, ker ne bi pač kao, se bi bil joke, pa rekel, zdaj veš, kaj se pa tam naredi, ne? Ampak zaradi tega, ker hočemo, da tudi te, ki niso brali knjig, da imajo, da doživijo neke stvari s tem istim občutkom, ne? Da isto zabolijo, kakor so nas, da so isto nepričakovane, kakor recimo Nedova smrt v prvi sezoni, v prvi knjigi, ker tam je bilo uno, ki si bral, ki je bilo že, cool, pa so se zmenili, gor bo šel, veš, kao Johna bo videl, skaj boste z Johnom povedal, mu bo John, tam sem bil enkrat pijan, pa sem eno nažgal, eno krčmarico ali nekaj tazga mu bo rekel, ali bo čist neko tretjo zgodbo, ne, in bosta prijatelja in bomo potem spremljali dogodivščine oče in Pankrt na lovu po zasneženih pokrajinah, ne, in tam se pa vse zmenjeni, vsi ta glavni te igralci so pripravljeni, to bo, ne, in pa se tam malo sprne, kao, dajmo glavo stran, ne, in ker to mislim, da tle to je en teh elementov bil, ki je takrat ljudi pravzaprav pritegnil tudi k branju te knjige, ker se vidi, da Ben ni varen, nimaš tega, kot pravi Angleži, plot armor, da imaš slike, ki so zaradi svoje pozicije v zgodbi so neranljivi, se jim ne more vzeti nič dokončnega zgoditi, tukaj se jim lahko. Pa sem to znal, da še reči, pa še v bistvu ta itak Nedova smrt, je bila še toliko bolj cool, ker je bil pač Sean Bean, veš. Ni kar en model. Čeprav, to bi bil Sean Bean, bi nekako lahko človek potem sklepal, da se nekaj bo zgodilo. Ali pa glih, da ne, če že najamaš Seana Beana, valjda ga ni on statista, veš, ni enka pa samo eno sezono, ne. In je hladno samo eno sezono. Tako da takle mislim, da bil še malo večji ta efekt. Ampak to z Rosko umre je pa tudi, moram reči, je ena od teh scen. Pa kle še enkrat bi se čisto malo na Wire navezal. Mislim, da sta kle Wise pa kva je ta drug, ki zmerno pozabim. No. Littlefinger. Ker pišeta, se mi zdi, da imajo, veš, ni ta tradicionalen story arc tok narejen. Se mi zdi, da začnejo neke stvari zapakirati že par epizod pred koncem posamične sezone. Veš, da si dasta potem, recimo, ta zadnje 2 dela sezone sta pa že v bistvu malo seta pa za četrto, no. Ja. Veš, ko ene stvari se že malo prej zaključijo, zmeraj me tudi ti tega Vice pa, Benioff, Vice pa Benioff. Jaz sem da prej zastopil, se rekel Varis. Se je, ne, postal se, ne, zmeri razpostavta naprej že, kaj se bo zgodilo, ne, peleta ta boom in potem pstita, da se umiri, ne, da ni un totalni cliffhanger na koncu, ampak ti že pokaže, tlele bo to, ne, so nekako zaključki teh njihovih lokov, ampak ob enem pa že odskočna točka za naprej. Za naprej, ja. Pa recimo to bi te zdaj vprašal, ne, glede na to, da mi da so oba bralca knjig. In Ross je bila tako sprejeta med gledalci z zelo mešanimi občutki. Ne? Ali si bil ti na strani tistih, ki jim je bila cool, oziroma so razumeli njeno vlogo kot pač, da je to zdaj ona samo tisto, kar že je v knjigi druge, neke te prostitutke pač združena v en lik, ki so ga pelali gori z zimišča, zato ker je bilo ona kot igralka všeč Beniofu pa Weissu, zaradi česar koli, da so imeli neko to povezavo še, ali si v kampu, v taboru tistih, ki menijo, da je bila vsak prizor z njo nepotreben in da je samo kradla čas drugim likom, čeprav dejansko ni imela nobenega prizora skoraj, ki bi bila sama ona, ampak je bila zmeri tako kot nek ta razlog, da so lahko drugi veliki igralci, da pač v tej igri prestolov, da so razlagali svojo motivacijo, ne, se pravi, tle imamo zdaj ta sex position, kot so ga poimenovali, se pravi, ekspozicijo med seksom in kje si videl, ker meni recimo, jaz nisem zastopil teh ljudi, ki so tako besno zlivali žolč poroščeš, da kaj pa zdaj to, ne, pač je bil ta upeljan lik, ne, najbolj bil zanč, ki so na The Tower of the Hand,
ki je en članek napisal o Ross in je potem eno od teh nekih, ne vem, mislim, da fura en Tumblr o Game of Thrones, pa še na temu HBO Watch, ki je čist bila, češ kao, kaj se zdaj grejo, da zdaj te neke apologetske članke o Ross objavljajo, kako lahko. Res, mislim, to je prav uno, ta Ross je tak Janša, veš, prav uno, ko vidiš, amben ne more, veš, tako je bilo, ko bi, ne vem, res, uno Janšo postavil Dražgo, še pa gledal reakcijo vseh unih okol. Kaj občutek ima tle s to Ross? A res, da je bil tak backlash? Ne, jaz pa moram reči, meni je bila pa v bistvu glih zaradi tega všeč, ker je imela malo povezave z Winterfellom, ne, ker je bila tam od štarta. Po drugi strani je pa, pač, jaz mislim, da ste jo uporabila dejansko kot nek vzvod zaradi tega, da ste pokazala, kaj vse se dogaja na Iron Thronu, ne, oziroma v King's Landingu, a veš. Ker si rabu, neki si rabu, da so se te ljudje tudi kaj mal srečali med sabo. Veš, ti ne močeš vsakič sam Littlefingerja pa Varisa kazati, kako se pogovarjata. Veš, ona je bila pa posod zraven, bila je pri Littlefingerju zraven, Varisu je pomagala, pol je mal skrbela za folka, veš, vmes, pa je mogla pri Joffreyju gledati, pa kako je uno pretepil s tistim bejzbol kijom oziroma sektorjom. Tako se mi zdi, da ona je bila pač res tak neko, veš, uno, kako je the glue that holds the story together. Ampak ne vem, kako bi to drugače naredili. Kva bi bilo, a veš, bi bile samo posamične scene ali nekaj. Ja, ma ne, veš, dal bi jih več, meni se zdi, veš, dal bi več teh nekih prostitutk noter, ampak tako pa dejansko so imeli, ali delaš takoj, ko so videli, so vedeli, ali to je prostitutka, ne, tle se to zdaj dogaja in sem prilimo zdaj tudi tale link na ta članek v obrambo Ross, ki je spisan, se ga lahko, da ga bojo poslušalci potem lahko brali od spodi, ne. Meni je bila da bes ona, ki so skozi noč zvemo, recimo to tam v prvi sezoni za tega velikega mojstra Pisela, ne, da je tudi vsa una njegova krhkost v resnici, sama krinka, ker ni fora, če bi njega, se tle mislim, da v temu Jesejčiču, da ne piše, pač ni fora, da bi njega videli samo una, zdaj pa dela neko telovadbo, ampak ne, veš, on je tok, da še dejansko takrat v teh intimnih trenutkih, ki pač dela te stvari, ki jih kot veliki mojster, pač veliki septnik, on je mojster, Pisel je mojster, kot veliki mojster ne bi smel, ker mojstri so tudi celibatni. Da, in še zmer tudi tam hlini to krhkost, potem, ka pa ni pa lepo pretegne, une noge se raztegne, naredi par unih sokolskih vaj noter v svoji sobani in to je to. Jaz pa mislim, da in to je to, mislim tudi, kar se tiče šeste, mogla 7 za naslednjič pustiti ali kaj? Kje pa koliko pa so? Na 35 minutah že. Ne, greva 7, no. Pejva 7. Na Juriš, pa to je to. Pejva 7. Martin je napisal scenarij. Ja, lahko je sam klejna stvar. Jaz tega nisem vedel, ker pač jaz pri introtu zelo tako ne sledim. Pač ponavadi, ko začne... Greš še v kuhnjo po piškurjevo pito pa. Več ali manj, res, dejansko se šel za jesti narediti. Ampak okej. Res nisem, ampak potem, ko sem gledal, sem rekel, to je mogel Martin napisati. In sem šel gledati pač na IMDb, kam sem šel gledati in sem videl, da je Martin napisal. Ja. Ker in dialogi in cel pace zadeve je bil pač res tako, da bi iz knjige vzel. Danesedno, da bi iz knjige vzel. Ja, tle recimo sploh to, kar so se zadnjič pogovarjali, zdaj je ta Tormund je Tormund, ne? Ja. Tormund je res tak, pa tam, kar svetuje, prav tako veš, ko na neki teta Justina Močeradovcu, ja, ni. Ja, mislim. Kaj bi se ga teta Justina žgala in šla razlagati po tem folku neke te stvari, ki jih drugačen kol ne bi povedala. On je ta zdaj neki, videli smo ga, da se zna zasmajati, zna biti uno, češ, ne, John, kaj pa je, je djavoj dva fajhna, kva. Sem mislim, da so kle zdaj vsi dialogi so bolj true knjigi, ne, ker je pač on napisal, ne, veš, on ima itak podlago na temu in pol valjda se to vidne. Je pa tudi res, da tako, recimo, bo sam malo preskočila, no, pa je ustavila še malo na zidu, igrita pa John, ne, moram reči, da jih tudi pač dobro pletejo, ki se mi zdi, da je malo drugače v seriji, kot je to v knjigah, no, cela ta pač njuna romanca, ne, ampak se mi zdi, da jih dobro pač, ker tam se zdaj, če tako pomisliš, res nič ne dogaja. A veš, oni so zdaj plezali,
zdaj so na drugi strani in zdaj morajo priti zato, da se bojo tepali. Ja, in zdaj hodijo in vmes je pa pravzaprav names pa izkoristijo za gradnjo tega njunega razmerja. Ja, točno to. In se mi zdi čisto, pa tam, kamo reče, je to palača, pa je v bistvu neka taka podrtina. Ne, ja, nek mlin na veter. Ja, super prikaže to, ne, tle gre dejansko za vzpostavljanje te razlike, tudi miselnosti med ljudmi, ki živijo južno od zidu, pa med divježi, ne, sploh kako se pogovarjata s tem, kako je Johnu kristalno, čisto logično, da ko grejo vojsko, da eni nosijo prapore, da je to čas, da imaš neka bobnajo, da lažje korakajo, ne. Nisem pa tam gor gverilci, veš, te partizani, kaj bojo zdaj tle neki glasno razlagali. Oni pridejo, napadajo in ne. Ja, kar je. Pa ful dobro je tam, ki razloži, da nič ni ratal do zdaj, 6krat ste probali, 6krat ste dobili po P, ne. Ja. Tako pač pa ona pa, ja, ampak mi smo dobili, ne. Tako, pa še polje, ja, tako kot si napisal, ne, pač Oral je pač mal jealous, ne. Ja, so lepo, ne, razvil ta lik, sem dal zdaj še to dodatno, se pravi, kako on tudi, ne, in kako je pojem, ampak da vsem pa so te severnjaki bolj to tudi nek, mislim, te divji že so neki bolj hladni, čeprav so odprti neki kot ta Tormund, ne, pa ti, on je pa uno, pač ja se bi ti rekel, da sleva, ampak pošle, če bi se zame odločila, ne, in tle je bil super, je bil ta, oziroma tudi, ko vidiš to od igrite, to slopo življenje, ne, ko se pogovarjata, ne, da sta na koncu sta sam ona dva, ne, in zdaj pač kaj bo, ne, prav, če bo umrla, ampak zdaj pa živa, ne, je ta neka filozofija, filozofija tukaj in zdajsnosti. To bi rad slišal Slavoja Žižka izgovoriti. Zdajsnost. Mislim, da ni toliko sejev na svetu. Zdaj sem malo preskočila. Kle je ena super scena, ja, to, ko Tivin v bistvu Joffrija mal smackdown. Super. Tisti je res tako. Pač... Spet ta prefinjenost, ne, kako ga z uljudnimi stavki, kako ga zbada, ne, kako mu da vedeti, da je papak, ampak v resnici ga na koncu že tako obrne, ne, spet, da je čist prepričan on, da se je pa vsem pomemben, ne, in potem sa nazaj in izvinim Your Grace na koncu, ne, tisti je pravice, kako se cedi in prezir do tega smrkavca. Ja, pa tam malo ful se in usedeš se usede in počaka ga in jaz bom getom ovo, pa on prije, pa ga dvakrat okoli kepe, pa gre desne stran, pač dejansko. Prav vidiš, kako si to Tivin tako metaforično napudra hrbet dlani, pa mu je ta bič slep mu prvo. Prav sploh ne z dlanjo, ampak z hrbtom, kao paf, več nisi vreden mulc. Mogoče ena stvar, ki so jo spet malo preskočila, en tak zanimiv podatek je, da se je naslov tega dela spreminjal. Ne? Na koncu je bil The Baron, The Maiden Fair, Medved in Zalika, ki je ta pesem, ki jo prepevajo, ki smo že parkrat slišali v tej sezoni, ne? In je jasno potem na koncu z to Brienne pa Jamiem noter v tej areni za medveda, da dejansko je tega prizora ni on napisal, ampak so ga šele pozneje utaknili noter, ne? Ker to je ta proces, ki potem premikajo kakšne prizore levo, desno. In najprej, mislim, da je bil ime, je bil za epizodo, je bil Jesensko deževje, potem pa še verige. Tako so dali, ne? In spet so bile te verige, ki so bile spet mečken potem noter od, kako je ta, ne, Svratirion, da še pa kako se nekako te vezi med njimi, ne, so bile tako je bilo zelo, ta del je imel, ne, ta neki tako mogoče metaforične verige, ker se je zelo v teh nekih vezah, ne, noter pogovarjalo je bilo. Ja, pa tudi tako je, ne, te veze pa vse zdaj, kar se krha, tako ga se je v zapiske napisal, ne, že spet tako malna stavka za naprej, veš, že spet malo daje slutati, ne, veš, kam bi stvari lahko šle, ne, veš, ki se pač ljudje malo kregajo, pa to, ne, pa Bron je back, ne, kar je. Bron je, ja. Res. On je. Ne moreš si misliti, ne, da je to model, sploh neko, kdo bil prnesen tak, ne, to je tip, ki je bil ves poštirkan, nek komedi duo sta bila prepevala sta, sicer mislim, da tako malo parodično, ampak vse tudi neke šlagerje
Nekaj, to je tako, kot bi Džanja Rijavca zdaj dal noter igrati, ne, in je resen tak, BDS. Če si kdo zasluši svoj spin-off, ne, že zdaj je to Bron, kar se tiče. Res vsakeč, ko ga vidim, in v knjigi, in kles, imam isti feeling, tako se kot dobre volje ratam. On je tako, ne, recimo, to je ta stvar, ki jo gledaš, recimo, to se je pogruntal tiste 3 dni, ko smo z Martinom tlele po Sloveniji hodili, tako, ko gledaš to dinamiko med Bronom pa Tyrionom, je skoraj čist ista, ko gledaš dinamiko med Georgeom Martinom pa med tem Tajem, med njegovim osebnim asistentom. Pa veš, da so njega ima zdaj kakšno leto, 2, njega je takrat imel, veš, jasno so te Bron Tyrion prizori bili že zdavnaj prej napisani, ampak prav tako čist ista dinamika je med njima, ker se skozi drugega prcata in tako, ker se je začel poslušati, kako se ona dva med sabo kapadata, ko smo bili na večerji v predjanskem gradu, ker sta se skoraj pol ure tam prerekala, zakaj je Ant-Man ali karkoli je najbolj debilen superjunak vseh časov, kar so se jih izmislili v teh stripih. Mi smo sicer bolj ne obvladamo toliko teh superjunakov, smo se bolj tako prstran držali. Ampak tako prav, vidiš, kako drugega in pa se začneta tam, ko mu George prijav, da ne mu neha težiti, ker je masne hrane ne sme jesti, pa zakaj ne sme več kot pol kremšnite pojesti, pa da ga bom krat sam odpustil, pa si bo zrihtal eno asistentko, ki bo nosila to opremo od francoske sobarice in se enega bo bogala in ga taj tako pogleda, pravljaj ti, da je, ampak ti još po pol dneva odpustil, ker ne vzdržal, zno poš mene poklical, ne pridem nazaj. Zdaj si sam predstavljam Martina, kako kremšni to je. Tako da, to je za v glavi, no in zakaj hvala za to mentalno sliko. Kje smo zdaj? Verige, jaz pa tudi če dejanske verige, te sužnje. Zmajska mati, koliko je bilo pa zmajček, ki zaprede. Ja, pa moram reči, že spet zmaji, že spet se jih veliko kaže, ne? Glede na to, kako je bilo zmenom, so jih tam malo nadaleč držali, jih veliko kaže, jaz mislim, da vem zakaj, ampak to bi bili že spoilerji. Ampak ja, zelo tudi, pa škam je pa, evo, kam je res dobro narejen. To, kar recimo v eno folku v knjigi, to ni všeč, ne, kot jaz sledim zadevam na netu, ne. Vsi te pač Free Cities, ne. Pa to cela ta vena, ki se tam dogaja, ne. Moram reči, da je kle zelo, ko bi rekel, zelo tako pač legitimen mi je predstavljeno vse. Vsak mest ima svojo dušo, že pol v introtu sem še pol za nazaj gledal, da veš, kako je Astapor predstavljena. Mislim, moram reči, da s tem budžetom, ki ga imajo, ne, so pričarali zadevo v nulo. No. Definitivno. Škoda je mogoče, da niso šli pri teh, ker sem že dal te toge, ne, pa to, da niso dali še tega dodatnega, recimo, pa to je zdaj spet to picajzlanje, a veš, zakaj niso dali, recimo, ki imajo te resaste obrobe, ne, a veš, to je ena taka majhna, je pa po svojem je pa cool, da to, no, da so pa malo to ekstravagantnost vsem znižali, ker bi, mislim, da to, kar v knjigi vsem deluje, bi zelo bizarno bilo na TV-ju bi izgledati, se pravi te sužnjari, ki si te neke frizure oblikujejo v neke figure, pa si barvajo lase, pa je zelo, mislim, da bi zelo tako delovali, pa ne bi jih resno jemal, no, ko bi jih zato to sem mislil, da so super legitimno. Se mi zdi, da s tem budžetom so res tako naredili, da kupaš čist, da je tam več mest, da je tam še čist nek kontinent, če tako rečeš, ne, a veš, ko obstaja, kjer se stvari dogajajo, imajo pač sužne in pa pride ena blond modelka s 3 zmajem reče, vsap, in to je to, ne. Ampak ratala je, zelo je ratala, ne, zdaj je ono, kakor je v prejšnji sezoni, ko se je lovila, ne, kaj je ta prehod, ko še raste, ko se išče, zdaj kaj sploh ostala je najprej brez te bratove zaščite, pač kakšna zaščita je bila, to je zdaj stvar druge debate. Koliko imamo mi zaščito Evropske unije, pa NATO, recimo, ne. Potem je tle se znadla v drugem delu, kako še brez zmaja ostane tam v drugi sezoni, zdaj pa je, ne. Zdaj pa pogruntala, da lahko, zdaj te zmaje, ne, in ji dajo moč in si upa, ne, in gre lepo, ne pusti se, da bi jo
izigrava, ne, tako prav prefinjeno, ne, sploh pa itak, ko vidiš te zmajčke, ki se še tako lepo nasršijo, ki se tako malo spomniš pa na Jurassic Park. Na une raptorje. Ja, so ne te velociraptorje. Je super, so verjetne, dejansko te zmaj delujejo tako. Zanimivo je to, recimo, zdaj, ko so ta prvi dizajni vam prišli od serije, je imel zmaj v Targarjenskem grbu 4 noge, pač 4 ude, ne? Se pravi, imel in noge in 4 noge, kakorkoli. In je potem Martin, mislim, da prav sam urgiral, da njegovi zmaji imajo pa v njegovem svetu imajo pa samo noge, pa 2 noge in potem krila, ne, pa tam gor kremple in so šli potem spreminjati. Lepa, viš, take stvari so meni všeč, da veš, da te detajli so mu važni, no, tudi pol pri seriji. To meni zmeram, me pol pomerja, veš, karkoli bo me tako, če se s takimi zadevami obadajo, ne. Pa zdaj sem bil ful bolj pozoren še na tegale Mormonta, pa kva je? Baristan. Na to dinamiko sem zdaj tudi bolj, tam se še so pogledati, reče, evo, malo je odrasla, tako da, ja, kar lepo napreduje. Ja, zdaj se tako gledata, naša mala punčka raste. Tako, ja. V bistvu taka, kako že, istospolni parki ima hčerko. To, ja. Pa ima malo take ljubljenčke, da pač ne moreš glih v Tivoli pa na sprehod pelati. Ampak je fino, kad dajo zmaj imajo osebnost. Je že dobivajo, so in napadalni, potem znajo videti okoli nje pa unok se crklajo. Tako, ja. Zmajček, ko zaprede, ko bi ga stisnil k sebi, ko bi rekel, pridi k meni, roštilj bo. Ja, sej bralci vemo, zakaj imajo osebnosti, ne? Tako da tak ne bomo o temu, da nam že spet mogo unga bip noter dejati. Kaj imala pol še, kje so še? Sansa pa Marjorie, ne? Kle moram pa sam reči, zdaj vidim, zakaj je bila Marjorie prej tako uporabljena, kot je bila, ne? Ker pač poveš, da nje je pač to vse jasno, ona se hoče točiti igrati. Sansi ni jasno nič. Pač Sansa je Bambi, se temu reče. Sansa je pač Bambi, ki je tam vmes in sem čaka, da bo eden pač z nožem prišel, ne? Tako da, ja, moram reči, Marjorie pa zdaj vidim, da v bistvu imam feeling, da Marjorie bi znala preživeti kar dolg, tudi v seriji, no. Se mi zdi, da bi znala... Znaj igrati Igro prestolov, ne. Ja, zelo, ja. In mislim, da če bojo njo ponudili na slabega, no, če bi z njo pelali naprej, ne. Čeprav sklepam, da obstajajo tudi 4 modeli za tipkovnicami, ki, Marjorie, združujejo like, kaj se grejo, ne. Kaj pa prestare, tam v knjigi nič ne vemo, ne. Super je, no, pa ko smo spet pri temu knjiga, ne, če nadaljujeva zgodbo o Gendriju pa Melisandri, ko so upeljali to zgodbo iz prejšnjega dela, super ta pogled na te razbite ladje, ki gre tako od zgor kamera in kaže to. Zdaj smo pravzaprav prvič videli to razdejanje, ne, da je, ker nekako v mestu nimaš feelinga, da je bil glih kar ta spopad, ne. Ja, kle pa vidiš posledice, jaz sem isto pomislil. Končno smo videli, da una bitka velika ima vse, ne, sej omenje, ne, tle spet bi lahko mogoče bil kje vmes kakšen več prikazan o tem z ulice, ne, ta pogled, čisto da opomne, da nas opomne, da stvari pa vse tudi v glavnem mestu ne štima več tako kot so. Sicer imamo, ne, tam eni par delov nazaj je kaj Trnova kraljica, ne, ki je Olena Tyrell razlagala, da pač kaj so oni vse, kaj jo pride Tyrion fehta, da za denar za poroko, ko ona tako lepo samo našteje, koliko bal pšenice, koliko 1000 vozov, ne vem, kjer ga sadje in zelenjave so vse prpelali. So te Tyrell taki tako branjevci. Sadje, zelenjava, ananas, Tyrell. Pa rože. Rože, vedno so rože. In tle se pa med Tyrion pa še se kar krha, ne? Zdaj še ni všeč, da bo Tyrion se moral poročiti z Sanso, ne? Čeprav jaz iskreno kle bi kar nehal govoriti, ker kle bova hitro zabredla v spod. Ni všeč. Ni všeč. Arja smo glih malo videli, sam tok, da smo se spomnili, da je bila tam, pa da ima malo smalo, da je prišla iz dežja pod kap, oziroma jaz bi bil, glede na to,
kako poznamo te like, do zdaj bi rekel, da je prišla iz dežja ki še ne res oren korkan, tam na jugu ZDA ali kaj tasga, da je bolj neka taka primerjava, da se je obeta. Ja, zdaj je pes za grabo. Tole bo... Where are you going, little wolf girl, kaj že reče? Ja, nekaj, volkulica. Kam pa kam, volkulica? K materi bi hotela, pa ne vem, kot se gre. Ja, tle bo še živ. Čeprav jaz to moram reči, da kot bralec ne. Jaz komi čakam. Hvala, ustavili me pri takih stvareh. Merkila je boki in jih gledal, centrifuzija ni brala. Veš, bodmo. To je res. Do njih. Pa smo nekaj, gor smo bili še na spet severno od Zimišča, ki je Oša malo razlaga, kako... Ja, je bil že cajt, da oni malo zvejo, da je tam panika. Da malo pove, da so zdaj zvedeli, pa Hodor povete najboljš Hodor vseh časov. Tako, nekaj Oša tam kao, joj, zakaj ta, zakaj zmeri jaz vse tiste, ki delam, pa tam zdimulc, tako Hodor tako malo po stran pogleda, pravno tako, Hodor. Tako, najboljši Hodor vse, do zdaj je bil ta. Ja, pa spet ena zadeva, kjer so zadeli in z igralcem. Sicer se mi smil model, ker je pač paid actor in ima pač eno besedo, ampak tako je. Ja, čeprav so oni drugačni igralci, oni mislim, da je to njegova prva igralska. A ja, celo tako je kaj? Ja, on je gor z Irske, on je nek DJ. Svaka čas. Christian Najan, jaz ga sledim na... Twitterju. Da je to, da je link, da dam v show. Debatira tudi tako s fani, full rad, pa World of Warcraft full nažiga. Če je kakšen World of Warcraft, mogoče ste že kdaj igrali z njemu, tip je čisti. Kaj smo imeli pa še? Ja, spet boleče, kako je tvoja preživela prizor z Theonom? Ja, tokrat. Mislim, veš, kaj sem rekel, da od vseh scen do zdaj je prvnemu križu, je kaj veš, da bo tako. Dve nage modelke prideta, razumeš, tam ga čist hočeta zlorabiti, on se pa že da ima me zlorabiti, če me že hočete zlorabiti. Čeprav vse, ful je nezaupljiv. Zdaj je že, ni več tega, zdaj ga je že, toliko malo ga je že strl, je Klem je pa, če so, tako mi rekel, če so prst kazali, sem vesel, da klej jamborja niso, Ker mislim, da klej pa vsi tipi, ki to gledajo. Te malo zaskelino. Mislim, klej je kar orang sadizem, Moram reči, da res te 3 dele, tako kot sem že, ki so 6 prele obdelala, klej že 3 dele trpi Theon, in Holy Mother of God, Bo treba hiter en payoff tlele narediti, ker če ne, morali bojo zelo dober in zelo močno zaključiti, da bojo vse te prizori imeli nek pomen, ker sicer se spremljamo, kako se počasi lomi, ampak mora biti nek boom potem ven prvi. Prihodnosti, res je. Kva imava še? Še kaj? Tega Keyburna smo malo bolj spoznali, ker se pogovarjata z Jamiem, tam na poti od Brienne se je poslavil, šel je. Pol pridemo pa do Medveda, na eni točki, ko pride Jamie nazaj, hoče rešiti Fair Maiden, Brienne of Tarth, ampak okej. Že spet na tem budžetu vsaka čast. Ja, s tem, da to so šli v Ameriko snemati. Verjamem, da je temu tako in medved, to bi klebi Stephen Colbert bi oboleval, če bi to videl, ker je proper medved, meni zgleda. Ja, to je nek, dejansko je to medved, ki je igral. Je medved igralc, pač je igral v nekih že serijah ali filmih, ta medved, ampak kar ga pač zaradi določenih stvari niso mogli njega strpati v prtljažnik aviona in ga odpeljati čez lužo, so igralci prišli v Ameriko in so tam posneli ta prizor s tem spopadom, kar je kar, čeprav, veš, tlele mogoče malo zavidam bralcem, ker
vse veš, kaj se bo zgodilo. Ne? In mečka napetosti je meni osebno zaradi tega malo manjka, pa mogoče je bilo krivo, da sem mu kar že zaspan, ker sem to gledal včeraj po koncu improvizije, ko sem dan prišel pol 2 zjutraj. Ampak ne, super je bilo, ne? Ampak vsem mislim, kako je brutalno, ono ošamari tam Brienne, ta medved, ona se zloži, ampak Jaime pa je nekaj na zdaj te poti spreobrnenja ali česa. Ja, ampak on je, recimo, viš, pa to, kar si prej rekel, da mogoče pri Tyrionu, mogoče ni to kunga temne strani prikazane, mislim, da pri Jaimiju pa kar lepo pelejo to linijo, pa to preobrazbo, pa to pa je velike nesivine, pa vsega, pa zdaj bo malo boljši, pa prej bo malo slabši. Ja, veš, ker na končni fazi zdaj so pripeljali do tega, da se tebi model že malo smil, v prvi sezoni pa 8-letnega otroka porine čez oken. Ja. Veš, se mi zdi kar fajn speljan, no. Tega, ne, se obrača zdaj ta percepcija, zdaj pa spet samo vprašanje, koliko, ne. Ja, se to ne, ampak moram reči, da kle so bolj pofilali luno paleto med belim in med črnim, pri njemu, recimo, kot pri Tyrionu, ne pa eden od glavnih likov, ne bomo tako rekel. Tako da ja, pa že spet karkoli se Boltonov tiče, no, tudi ta lok, pa to jaz moram reči, da ta mini svet, ki so ga kle naredili, je zelo všeč. No. Ja. Moram reči, da je zelo všeč. Pa ta Steel Shanks, ki se proti njemu obrne, ne, je klokraki, ki sicer nima, pač tako ga ne pokličajo, pač nikoli ni imena, ne, tako mora spremljati Jaimija v Kraljevi pristanek, ki potem strela na medveda, ki pove, stari, če ne ga medved fenta, mene Bolton odre, ne, zdaj karkoli, ne moreš, ne, s tem kao in imaš še to medsebojno potem, ko se skregajo in so tudi čisto v redu rešili, ne, ker naprej v knjigi imaš te Vargo Houta, ne, ki je tako pa pol ful teh severnjakov okoli, ampak tudi ne, čeprav tako lepo, ki ga padlo, kot Jaime nazaj z unimi safiri, ki ga zabije. Sorry about the sapphires. Ja. To, in potem gresta in potem se od ozad zasliš kastamersko deževje, melodija. Ja, to sem tudi jaz porajal. To je tako lepo, Lannisterju je ratala, veš, in gre. Tako, ful dobra verzija. To so super naredili, ko se je že lan uvedel, da je počas, da smo te komadje, ne, sicer je, koliko je par pesmi je, ki so v knjigi, ampak so zelo dobro uporabljene, ne. Zdaj, žal mi je, ker nisem imel tega poslednjega velikana. Mogoče ga bojo potem, pa kdaj? Kakšni prihodniki je ponudil, ki bojo korakali te divježi, pa da bojo prepevali tam, ne, sem slednji od vseh velikanov, je smrt vzela druge v noč in tako naprej. Sem mislil, da že spet zaključil z recitacijo. Tega ne znam do konca. Ja. Evo, to sta bila 6. pa 7. del, ne? Tako da v naslednjem delu previewja, nisem gledal predogleda, kaj bo. Jaz sem kol ne gledal, jaz nočno hočem gledati. Jaz bežim. Da padeš noter. Pri meni je pa tako, da dokler se ne začne, požiram vse, res spremljam čez leto, ko snemajo, kaj bojo, kdo bo tam na Winter is Coming, gor, ko imaš ljudi, ki hodijo okoli in probajo, kje deleč malo tako snemati, vsaj da vidijo, kje je, ali pa grejo potem, kje konc, pa tam leto je pa tukaj so snemali, pa vse to, pa kaj se bo pojavilo, pa kje, pa kdaj oni prve. To moram večkrat pogledati za naslednjič, bom mehen si pripravil malo tole še iza kamer, ki imaš, to je ena super stvar, ki jo ta Cat dela, ki na Twitterju je Cat on Set, ki potem sicer med snemanjem piše dnevnik, potem ga pa z zamikom objavljajo mehen, tako da zveš kakšne stvari pa to. Tako da, zaglavila sva ga, čisto ja. Zdaj, naslednjič bova zihar krajša, ker bo samen del, ne? Ja. Tako da to si upava reči. Potem bova imela pa en teden frej vmes, ker ne bo vmes je premor med 8. pa 9. delom, zato je ta Memorial Weekend ali nekaj tasga je v Ameriki in mislim, da bo pauza letos en teden. Se pravi, to je kdaj 20. Če smo bili 13. pa 14. 27 bi morali. Škaj pa lahko pa takrat, ne, če bova imela cajt,
Uno vmes se pa malo vrževa na to, da zdaj glave ne bodo počivale, ne? Ja. Pa predlagam, da mogoče se pa vrževa na Resti Development, ki pa 26. Kaj ti meni misli bereš, stari, ti meni misli mi bereš. Ok, to zdaj je že zmenjeno, v redu, Arrested Development. In takrat bova kakšnega, Saviča bova poklicala. Ja, Saviča. Ja. Savič, ti veva, da tole poslušaš, preprav se, da boš takrat v enem dnevu vse pogledal, ker je pač na Netflixu in bo vse naenkrat objavljen, tako da pademo pol skupaj v eno težko debato o rodbini Bluth, takrat vmes, da bomo preživeli čakanje na zadnje 2 dela Igre prestolov. Odlično. To so bile druge glave. Najdete jih na aparatus.si/glave, tam bojo tudi vse te linki, ki smo jih zdaj omenjali, tako da si lahko pogledate. Drugače pa se da na podcast naročiti na RSS-veru oziroma na iTunesih in če to naredite v iTunesih, bo kakršnakoli cena tam dobrodošla. Potem je pa še kar za feedback, tako lahko nam težite na Twitterju, kjer je pižama afna pizama, jaz sem afna anzet, pa jaz bom še tale mail naredil, tako da lahko še na glave afna aparatus.si pošljete kakršenkoli feedback. V glavnem, zaglavite ga do naslednjega tedna. To imamo, catchphrase imamo. To je za catchphrase, zaglavimo ga skupaj. Žuja. Ajde, čau.